Dame in gospodje, reporter Milan Sem ponovno na sledi resnice. Morda ste zasledili, da se je zgodil nov lovski incident, tokrat v Šmartnem ob Paki. Začel se je namreč čas lova na race in tam sta dva lovca streljala na domače race. Kar se seveda načeloma naj ne bi dogajalo, zato imam danes tu dva zanimiva sogovornika. Najprej bi pozdravil predsednika disciplinske komisije Lovske zveze Slovenije, gospoda Gačnika. Gospod Gačnik, dober dan. Pok, točno, ja, to je. Lovec ste tudi? Ne, nisem. Ja, pa ne bi vi tako pozdravljali. Ker gledajte, ljudje se pol tako pozdravljajo in pol že mislijo, da so lovci, pa v bistvu niso, pol se pa dogajajo taki incidenti. A ta dva pravzaprav nista bila lovca? Ne, ta dva sta bila, ja, drugače, kaj se pač menimo. In na drugi strani... Luher, najprej vam pove. Ja, Kaj je to? Mislim, pok, pa ne pok, kaj se dogaja? Pol nekdo pride, ki ni jager, pa ne ga vseli, ali kaj? To ti ima dvema trebalo vzeti to. In zdaj me prav zanima, kaj povejo. Ja, gospod Fluher je z iniciative Vzemimo lovcem orožje, mimo grede. Razorožimo jih, ne tako dolgo. Razorožimo jih, to skupino, pijano. Torej, iz iniciative Razorožimo lovce. Gospod Gačnik, torej, dajte povedati o tem incidentu. Gledajte, jaz tako povedal, da smo sama, mi tu nekaj kar odmislimo. Ker če bi mi recimo stvari prepustili takim občanom, kot je gospod, ki ima ne vem kakve iniciative, pol bi divje živali nam vladale. Ja, kako to mislite? Ja, recimo, koliko otrok imate? 2. Jih bi ne bi imeli, ker bi volk oba pojedel, recimo. Dobro, no. Ali pa recimo en bi vam ozdal, ker bi ženo pa enega otroka pojedel, vse eno, no. No, dajte prosim se teme držati, ta incident torej. Glede, lovca nista bila kaznovana in tudi ne bo ta rahlo pohvaljena pa. Prosim. Glede, ko pucamo mi. Če pa so domače race to bile? Mogoče, ampak kak je žival vunje divja? To je stara lovska resnica. Dobro, gospod Fluher, kako vi komentirate? Kaj moram jaz sploh kaj dodati? Predsednik komisije, ki bi mogla imeti nadzor, je nor. To je bebec, to je butl, kaj vi ne vidite. In pol njegovi to ti podrejeni. Rdeči noski, kaj hodijo po šumah. Ker so tako skozi gor naredi, pa čujte, pa kdo. Pa vsaki teden enega vstreli. Pa kaj bo se otroci učili leta 2180, tu nekoč je bila Slovenija. Zdaj pa ni, ker je skupina butlov vse spucala. Oni mislijo, da Armagedon, oni bo vse pobili. In tu bo 100 pijanih lovcev hodilo. V toti veliki naše državi mi bomo vsi pocrkali, ker nas bo beg spravili. Oni ne znajo ločiti. Ne ločijo. Čujte, da imamo mi opice. Tu. Pa da se opice, ne vem, razmnožijo nekontrolirano, ker za njih se tako vse množi, pa da oni izdajo ukaz. Pa jaz 7 metrov pod zemljo zakopam, pa na celko vdiham. Pa še tu ime nekdo spekal skozi oni, ker se mu tak puška sama sproži, ko hodijo. Oni hodijo pa streljajo. Oni so brez kontrole. Kao mi kaj naredili glede tega? Ne moreš domače race vstreliti, ker je vuni hodila, pa še od veterinarke je bila. Ženska, ki pomaga. Lejte, kaj je bolano, to veterinar ne more rešiti. Le butl, zdaj pa samo nekaj. Dragi dame in gospodje, da nas ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Raca po 10 minutah vunje divja, ne bo jezen zdaj.